trening bo izgledal nekako tak, da bom imel manjši del treninga za moč in malenkost večji del treninga za kondicijo. Včeraj na treningu za kondicijo sem delal predvsem bodyweight movement, to pomeni vaje z lastno težjo, danes bom vključil malenkost vaje z samimi utežmi, tako da manjša razlika tukaj. Je pa res zato, da so sobote so ponavadi v mojem primeru dokaj težke in zahtevne. Danes je malenkost drugače, zato ker naslednji teden bo dokaj brutalen in se hočem sam ohraniti, da bom naslednji teden sposoben dosegal tiste procente, kot si jih bom želel. Imamo specifično ogrevanje za weightlifting, rad začnem z pozicijami, ki jih pač potrebujem pri cleanu in pri snatchu. To pomeni spodnja pozicija, ker sem imel palico na nogah, poskušam imeti zravnan hrbet. Zgornja pozicija, recimo pri cleanu, je to, da palica počiva na ramenih, komolci čim višje. Pri samem snatchu je palica nad glavo, s stegnjenimi rokami in potem v globokem počepu. Isto stvar, komolci čim višje, pri snatchu v globokem počepu roke stegnjene in pač trup poskušam biti čim bolj pokončen. Vsako pozicijo zadržim za 10 sekund, je odlična za segrevanje in malenkost, da se raztegneš v samo pozicijo, na to pa sedaj sledijo bolj dinamične vaje s palico. Every kilo counts. Dva nasveta, da bo ta vaja malenkost lažja, bolj efektivna. Prvi nasvet je to, da uporabljaj trakce, ker kadar uporabljamo težje blizu one rep maxa in držimo hook grip na sami palici, bo naš palec zelo najebal. Druga stvar je ta, da kadar dokončamo gib v zgornji fazi, večina ljudi palce vrže na tla. Ti probaj, da vrneš palico na tla po istem oziroma kontra postopku, kot se dvigne gor. To pomeni boki nazaj, hamstringe začutimo, palce do kolen in potem se spustimo s palico na tla. S tem bomo dejansko trenirali samo pozicije, v katerih moramo biti, ki so dejansko optimalne za sam weightlifting.